Lepo pozdravljeni. Prvo odmori. Lepo zaključenem prvem delu. Prepričana sem, da je vsak izmed založnikov pripravil kakšno presenečenje, kakšen dodatek. Zdaj smo slišali pesem, mi imamo pa to srečo, da je danes z nami naša avtorica, gospa Barbara Hanuš, ki jo verjetno tudi poznate. Odlična avtorica, tudi pripovedovalka zgodb, prevajalka, urednica, promotorka, skratka, zlata oseba v enem, tako rečem, tako da bo del programa tudi, ki ga pripravljamo v Založni Art, predstavila sama. Zdaj pa vam bom pokazala novosti, ki jih pripravljamo. Moram povedati, da so nekatere novosti res še zelo v začetni fazi. Ene tik pred izidom, nekatere smo pa nekako uspeli pripraviti zato, da vam jih bomo pokazali. Nekateri naslovi so še mogoče malo delovni, pa naslovnice tudi, zato je ta publikacija, ki imate pred sabo, v bistvu nek osnutek programa in se bo še malo dodelala potem, ko bodo išle knjige. Karlota Korenček je zbirka, ki je letos prva išla in sicer, verjetno jo tudi že poznate, sestavljena iz 3 knjig o deklici, ki je zelo posebna. Karlota se imenuje, Korenček pa zato, ker ima oranžne lase. In ker ima takšne lase, je seveda tudi zelo navihana, aktivna, vesela in želi si, kot pravi, spremeniti svet. Za vsako ceno. Ima prijatelje, ima sorodnike, ima starše, vsi si malo bilijo glavo, uljo lase, ker je včasih so njene ideje precej nenavadne, kot naprimer ta, da si želi posvojiti polarnega medveda, ki bi bival v bazenu in takšne stvari. Sicer se pa loti tudi zelo pomembnih stvari, kajti poskuša ustaviti, naprimer, onesnaževanje, gradnjo ali pa naprimer obalo, pozidavo obale in to poskuša na zelo zanimive in ustvarjalne načine. Na koncu je pa to seveda tudi uspe. Je pa to ena taka zanimiva knjiga, ki je sestavljena iz ilustracij in dialogov. Ni strip, pa tudi ni pripoved sama, ampak je veliko slikovnega gradiva, ki je tudi zelo hudomušen in zabaven za branje, za mlade bralce, recimo tam okrog 10. 12. leta starosti. Torej, slikanice in poučne knjige za otroke je ta naš prvi del, po čemer je založba tudi znana, imamo pa tudi nekaj knjig za odrasle. Pravkar iz tiskarne Čao Slovenija, to je Križ-kraž Slovenijo spoznaš, avtorice Barbare Hanuš. Prve knjige v slovenščini, ki je doživela že 3 ponatise, je bila prevedena tudi v angleški jezik, Hello Slovenija. Letos pa smo se odločili za italijansko različico, ker bo tudi predstavljena na Bolonskem knjižnem sejmu v mesecu aprilu o Sloveniji v italijanščini, ko je Slovenija gostja, gestogonar, se pravi častna gostja sejma, ravno iz tiskarne, in potem še Kranjska sivka. V letu 2018 je išla prva knjiga v slovenščini, ko smo tudi prvič praznovali svetovni dan čebel na pobudo Slovenije. In od takrat smo potem pripravili tudi prevod in letos izide v Trdi vezavi, Karniolen list. Tukaj so pa naše zbirke, ki jih poznate. Spodaj je Mami znam kuhati 1 in Mami znam kuhati 2 v Trdi vezavi. Kaj posebnost teh knjig, torej za otroke, ki lahko sami pripravijo te jedi, ne da bi znali brati, se pravi samo s pomočjo slik in pomočjo odraslih seveda.
No in druga knjiga je bila za slane jedi, prva bolj za sladice, tretja pa je za zabave rojstnodnevne, piknike in takšne stvari tudi prihaja kmalu. No, druga zbirka, Ugank, je tudi naša, lahko rečemo, zelo uspešna zbirka, kar 6. knjiga nastaja in so zelo popularne, tako, lahko rečem, tako za odrasle kot za otroke ali pa za družinsko skupno zabavo, lahko rečem. Tokrat so to svetovne uganke o čudesih sveta. Prihajajo napisali smo v avgustu, morda celo kakšen mesec prej. No, vidite, ta slikanica je pa še v delu. To so v bistvu osnutki ilustracij. Ni še pobarvana, je pa izjemno lepa lirična ilustracija španske ilustratorke in avtorice dr. Barbare White. To je naša avtorica naravoslovnih poučnih vsebin. Več kot 30 naslovov je že šlo izpod peresa pri naši založbi. No, tokrat smo se pa lotili ene take lušne teme, slikovno bogate, o raku samotarcu. Zato mu je ime Samotarec Samo. On je majhen rakec, ki živi v hišici polža in išče prijatelje rakov, da bi se z njimi igral. In pri tem, ko jih išče, spoznava različne stvari, niti ne ve, da so kakšni so raki, recimo raki vitičnjaki ali pa recimo raki, ki hodijo po strani in tako naprej. Potem se jim razne stvari dogajajo, tudi v zagati se znajde in na koncu mu pomagajo iz teh težav. Je pa malo poučna seveda, ker drugače ne gre pri avtorici Barbari White, torej vse živali so tudi korektno narisane, tako kot morajo biti. In govori tudi o tem, kako živali se prilagajajo na plimo in oseko, na plimovanje. Kaj to je, ne? In take osnovne stvari o živalih, predvsem sveta rakov, deseteronožcev. Zdaj pa prosim, gospod Barbaro White. Ne, Karuša. Tako, dve Barbari, torej ena naravoslovka, ste zdaj slišali, druga pa sem jaz in knjižna zbirka Križkraž je bila danes že omenjena. Torej, prve knjige v Križkražu so bile Križkraž Slovenijo spoznaš in se je pokazalo, da tako knjigo res potrebujemo, ker je Maja že povedala, da so bili tretji ponatis se zdaj prodaja in zelo, zelo dobro sprejeta v šolah. In Križkraž Slovenijo spoznaš sem ustvarila ob svojem delu z učenci, katerih materni jezik ni slovenščina. Torej, v mislih sem imela otroke, ki se slovenščino učijo v tujini, torej so priselili se v tujino in negujejo tvoj materni jezik, in tudi otroke, ki so se priselili v Slovenijo, o Sloveniji ne vedo veliko, zato sem razmišljala, da je potrebno dati čim manj podatkov. Podatke vemo, da danes najdemo povsod, tudi na spletu, ampak da je potrebno res jih nekako navdušiti s slikovnim gradivom. Torej, Kokoška Fani, ki jo riše Marko Kočevar, je tista, ki povezuje zbirko Križkraž. Ona nas nekako igrivo vodi po Sloveniji, besedilo je preprosto, vključene so legende o krajih, ker vemo, da pogosto ravno z zgodbami, z legendami lahko navdušimo otroke. Da ni samo to, da jim nekaj povemo o mestu, ampak da poskušamo poseči nazaj, pogledati, kaj vse je značilno, legenda o Ljubljanskem zmaju, o tem, kako na Bledu včasih ni bilo jezera, o Zlatorogu, o Predjamskem gradu, v Razmu in podobno. In potem je bila pobuda strani založbe, da Križkraž nadaljujemo, torej Kokoška Fani se je pojavila lansko leto v dveh knjigah kvizov. Kviz je priljubljen
vemo, in med mlajšimi, in med starejšimi, tudi v šolah, v knjižnicah lahko zapolni kakšen čas in spodbudi otroke tudi k iskanjem informacij po knjigah. Torej ga lahko zelo lepo vključimo v razne dejavnosti. Jaz sem kvize razdelila v 2 knjigi, ker bi bila ena preobsežna, so lepo ilustrirani in prva knjiga je namenjena 1. in 2. triletju in druga knjiga 3. triletju, srednješolcem in tudi odraslim. In spet kokoška Fani, malo fotografij, malo ilustracij, tako ena taka razgibana knjiga. In naslednja uvod je bil za tole knjigo Križ-kraž, koliko jezikov poznaš, torej odločitev je bila, da zbirko nadaljujemo s slovarjem. Kot sem že omenila, imam izkušnje s poučevanjem slovenščine kot drugega tujega jezika, tako da ta slovar izhaja točno iz teh mojih izkušenj, kako se z otroki in odraslimi, delam tudi z odraslimi, kako se z njimi začnemo učiti, pogovarjati. In ena bistvenih stvari, ki sem jih potrdila, je, da besede, besedišče ni dovolj. Da moramo imeti že na začetku tiste osnovne stavke, torej to ni klasičen slovar, kjer bi po abecedi spoznavali nove besede, ampak imamo takoj razvijanje sporazumevalnih zmožnosti, zelo preproste stavke. Našteti so tule jeziki, torej poleg slovenščine, angleščina, nemščina, italijanščina, madžarščina, Maja mislim, da bo tudi španščina, ne? Tole si jo spustila, ja, in sicer ne gremo po abecedi, ampak gremo po tematsko, od tega, da najprej se predstavimo, kdo smo, koliko smo stari, številke in potem po dnevu, kaj se nam dogaja zjutraj, kako gre za otroci v šolo, v mestu, kaj vse na vrtu, na izletih. Torej ena taka tematska, kot vidite, je gradivo še delavno. Kokoška Fani je tista, ki bo tako kot pri slovarju komentirala, kakšno neumnost bo rekla, ravno pri slovarju sem to zelo izkoristila, da je nosilka humorja in tudi tukaj računam, da bo ona tista, ki bo kaj čisto narobe razumela in podobno. Ni samo za učence, ki se učijo teh jezikov, ali pa recimo za Slovence v Avstriji, recimo ali pa v Italiji, na Madžarskem, za Madžare v Sloveniji. Mislim, da bo tudi za kakšne turiste čisto privlačno in seveda za učence, dijake. Torej, zbirka Križ-kraž, katere jezike poznaš, to bo nova knjiga. Zdaj imamo pa še eno novost letošnje leto, to je pa Baba sede v balon. Ilustrirala je knjigo, oziroma jo ilustrira in je že kar daleč, Marta Bartol, s katero veliko sodelujeva tudi pri otroških zgodbah, mislim, da zelo lepo, in da je ena tistih, ki zna zelo privlačno z barvami orisati razpoloženje. Tule bi bila morda Marta malo huda, ker bi rekla, joj, ne kazati, ker še ni končano. Navodilo je namreč tako, da bo najprej naredila slikopise, tako kot so, in potem bo tukaj še ena celostna ilustracija, ki bo otroka dodatno pritegnila k opazovanju ilustracije, pripovedovanju. Te celostne ilustracije, tukaj polstranske, se bodo nekako vlekle skozi knjigo in bodo tudi neka rdeča nit. Torej, 15 ljudskih pesmi bo v knjigi in zapisane so v obliki slikopisov in so vedno na tej levi strani. Na desni je moje nadaljevanje ljudskih pesmi, torej vsako pesem nadaljujem z eno kratko zgodbico, z nekim zapletom in kot vemo, tudi bo slikopis seveda, in kot vemo, so slikopisi zelo primerni za prve bralne korake, ne samo za tiste v prvem razredu, ampak tudi že v predšolskem obdobju je zelo prijetno, ko bere odrasli besedilo, otrok pa prebere sličice. To je ena taka spodbudna oblika branja, ko ima tudi otrok občutek, da je vključen, da sodeluje. Zakaj pa ljudske? Zato, ker se mi zdi zelo pomembno negovati
to ljudsko ustvarjalnost. Danes sem imela že en nastop v vrtcu in sem tudi povedala, da se pripravlja nova knjiga Baba sede v balon. Bila je skupina predšolcev, torej že kar 5-6, niso poznali teh ljudskih pesmi, ko sem jih malo naštevala in pričakovala, če bo kdo z menoj nadaljeval. Zdaj ne vem, kako je s sodobnimi starši. Moja otroka recimo sta sodobna starša in sta zelo veliko otroštvo preposlušala Incipenci na kamenci. Mi smo znali cele te knjige na pamet, to so prijetne, igrive, humor vsebujejo in morda zdaj tega starši ne prenašajo toliko več na svoje otroke. Jaz si pa želim, da bi s temi pesmicami tudi dobili nekaj, da bi se z veseljem pesmico zapomnili, jo naučili tudi, prebrali kot slikopis in nadaljevali. Te moje zgodbice so vedno take dodatne, da še naprej nadaljujemo. Recimo tukaj le, kaj pa bo prinesla nam, ko se vrne v Ljubljano in je izhodišče za pogovor z otrokom. Tako da te knjige se izjemno veselim, seveda tudi zaradi Marte Bartol, ker vem, da bo tukaj le en krasen pečat dala tej knjigi. Hvala. Hvala lepa, Barbari Hanuš, in upravičilo za prejšnjo napako, si zasmelim v koru. Naprej s programom, še vedno smo pri slikanicah za otroke, bočnimi knjigami. Moram še nekaj zaupati. Te dve knjige, ki jih je Barbara Hanuš predstavlja, dve knjigi nista edini, ki nastanjata, ampak ker imamo projekte precej še v pomojih, kot sem rekla, in bomo predstavili naslednjič. No, tukaj pa je ena slikanica, ki pa nastaja izpod peresa profesorja Janeza Bogataja. Tudi on je zelo plodovit avtor, vsako leto pri založbi Artis ide kar nekaj njegovih knjig in tudi letos je tako. In potem so se pogovarjala, pač kulturna dediščina za otroke premalo poznana, jedi nekako niso priljubljene in kako bi to pripravili za začetek. In je prišla pač ideja, da bi predstavili naše slovenske jedi na način, da se dva prijatelja, ki se tudi starše poznajo, iz tujine pridejo obiskat v Slovenijo, se dva prijatelja dogovorita, da bodo potovali po Sloveniji na gastronomski način. Ali pa da bodo tudi kaj skupaj skuhali, degustirali, poskušali odlične jedi in tako ta zgodbica tudi gre. Torej, slovenski je Jure, angleški je pa George, se pravi, oba nosita enako ime in potujeta po Sloveniji, spoznavata odlične slovenske jedi. Kar je pa še posebnost, naš avtor, profesor Janez Bogataj, je tudi dober risar, ilustrator in on je prav tako vse te jedi pripravil na način, da ni potrebno brati. Ne sicer tako, kot sem prej predstavila pri Montessoriju, ampak so take zanimive sheme. Poglejte, tukaj imamo primer ajdove kaše, kako jo pripraviti. To je tisto, ko pozabimo očala ali pa kakorkoli se nam ne zdi, da bi brali celoten recept. Vsi pogledamo na hitro tole shemco in mislim, da je zelo zanimiva, hudomušna, jih je pa kar nekaj. Ne morete si predstavljati, kako izgleda slikovni recept za prekmursko gibanico. Na 4 strani. Ampak se da. To bo taka lušna zgodba, verjetno jo bomo v prihodnje tudi prevedli v angleški jezik, da bo za obiskovalce iz tujine, družine in na ta način tudi spoznavanje naših okusov v Sloveniji. No, tu sta pa dve knjigi, ki sta v prevodu. Prva zgoraj, Razgibajmo možgane, še pustila sem angleško naslovnico, torej gre za miselne igre, za telovadbo, za labirinte, za stvari, ki so koristne tako ali drugače za naše mentalno zdravje in za to, da ohranjamo tudi to kondicijo možganov, je pa prevedla tudi Barbara Hanuš. Mislim, da bo kmalu ta knjiga tudi zunaj.
spodaj je pa samo za pokušino ena knjiga, ki je vsekakor zelo posebna in je ne bom predstavila samo jaz, ampak tudi kolegica Barbara Preger iz založbe Mladinc. Namreč ta knjiga nastaja v založništvu. Skupaj smo strnili moči, glave in finance in bomo to knjigo skupaj pripravili. Kako je bo naslov, še ne vemo. Je pa vsestransko zanimiva, no? Gre za neko tako, kot piše, lirično uganko. Kaj nas dela ljudi, no? Zakaj smo ljudje ali kakorkoli bomo to poimenovali. Nastaja pa tudi s podporo UNESCO, je prevedena več kot 20 jezikov in tudi izbrana za seznam White Raisin. Tako da mislim, da bo neka posebna knjiga v vseh pogledih. Tukaj prehajamo na odrasle. Letos bomo izdali roman z naslovom Modra preja, preveden je iz švedščine, prevajalka Iva Klemenčič, govori pa o tradiciji, o kulturni dediščini in o pomenu ali pa izzivu pletenja. Pletenje je ena taka stvar, ki ima vse pomeni za nas in tako, ima pa kar nekaj pozitivnih učinkov na današnji svet, ki gori, kot pravi knjiga, na stres, na neko podoživljanje nečesa pozitivnega in zato smo se odločili, da pač iz neke tradicije, odkudar izhaja tudi pletenje, to prenesemo tudi na naš slovenski bralni trg in pravimo, da je avtorica spletla knjigo, upam, da bo našla bralno publiko in da se bo tudi zasidrala v naših pletilnih skupinah. No, sem obljubila, da nastaja še ena knjiga profesorja Janeza Bogataja in sicer skupaj z Madžarskim inštitutom oziroma z njihovo podporo pripravljamo gastronomsko zgodbo z naslovom Ne le paprika in gulaš. Ker takoj, ko pomislimo na madžarsko kuhinjo, pomislimo na to in seveda zelo malo vemo o tem, kaj še vse ponuja. No, tukaj je pa kar nekaj zanimivih jedi, privlačnih za oči in jezik in za vse čute, ki pa seveda avtor popestri tudi z zgodbami, še 3 minutke, tako da vam bom eno zgodbico povedala, je pa seveda tudi v knjigi. Vsaka jed ima neko pikantno zgodbo, dodatek, neko zgodovino, no in ena govori o torti Rigo Janči. Ne vem, če jo poznate, to je ena okusna tortica, ki je nastala tako, da je bogata dedinja, ameriška dedinja, živeča na Madžarskem, kjer je bil oče tovarnar in je zapustil njej in sestri po smrti tudi vodenje te tovarne, potem se je poročila z belgijskim knjižničem. Kmalu pa je spoznala glasbenika, violinista, ki se je imenoval Rigo Janči in se vam zaljubila. In nima ljubezen imela potem seveda epilog. In on je naročil tortico, zaščičarni torto, so pripravili in zato se imenuje ta torta Rigo Janči. Seveda je potem zapustila moža, zbežala z njim, s glasbenikom v Egipt, kjer glasbenik Rigo Janči se je znova zaljubil v drugo gospodično in tudi ona se je znova poročila. Ampak ne glede na to, ta zgodba pripoveduje o tem, kako je nastala torta Rigo Janči, ki je še vedno na Madžarskem zelo popularna in okusna, tako da morda pa boste imeli priložnosti okusiti. Zakaj izdajamo to knjigo? Torej, veliko je obiskovalcev, ki želijo obiskati Madžarsko, pa si na ta način medtem pripravijo načrt, kaj bodo poskusili, ali pa celo doma skuhali, ali pa tudi za koga, ki obišče Slovenijo, pa si na ta način malo popestri znanje o teh jedeh. In še zadnja, tudi izpod perisa profesorja Janeza Bogataja, to pa je
o kulturni dediščini vina na Slovenskem. Knjiga je že pripravljena in je v prevodu v angleški jezik in bo najprej šla v angleščini, potem pa verjetno še v slovenskem jeziku, ravno zato, da nekako predstavimo tudi tujim obiskovalcem našo zelo bogato in dolgo, kar 2300-letno tradicijo pridelovanja vina na Slovenskem. To ne bo knjiga o vinih, teh imamo že kar nekaj, pač pa o tem, kako je to potekalo, kakšno tehnologijo so včasih uporabljali, kako se je razvijalo, kakšne jedi so bile zraven, skratka, vse, kar je povezano z zgodovino vinogradništva in vina na našem področju. To je zdaj na kratko naš program. Hvala lepa, srečni smo.